Spet so tudi dobili Honorjev telefon, sam ta pa ni prepogled, koliko je bil do zadnji. V roki imam Honor čisto Pro. Čist hud, skoraj flagship telefon z odličnimi speksi in ima bolj normalno ceno kot prepogljivi Magic V5, ki so ga imela na testu slab mesec dni nazaj. Ima pa tudi super kamere, odlično baterijo, pa velik poudarek pri tem telefonu in na funkcijah povezanih z umetno inteligenco. Sam res, pri Magic V5 nisva toliko podrobno o AI funkcijah govorila, bova pa danes. Me prav zanima, če so uporabne. Mene tudi, pojva jih sprobati. Preden začnemo, bova opozorila na to, da se bo v tem videu pretežno fokusirala na največje adute tega telefona. To so kamere in pa AI funkcije, na katerih ta telefon res zasije. To ne pomeni, da ni vrhunski tudi na drugih področjih, ker je. Vsem bo največji poudarek danes na teh omenjenih stvareh. V začetnih par minutah bova sicer na hitro povzela tudi ostale pomembne stvari v tem telefonu, tako da vam lahko dava nek širši pogled na to, koliko je v bistvu to super naprava. Tako da najprej na unboxing. Kot vidite, je unboxing simple. V beli škatli imate noter telefon, potem je spodaj skrit USB-C polnjen kabel in še orodje za ven dati SIM kartico. Torej v škatli ni njihovega hitrega polnilca, kar je res škoda, ampak saj sva rekla. Simple unboxing. Ok, ena kljubica obdelana, gremo naprej na dizajn, Davor. Ok, prav na hitro malo še o dizajnu telefona. Moj prvi vtis, da je bil to klasičen črn telefon, vse je sicer lep, z obljenimi robovi in čist samo svojo zabavno obliko modula za kamere, ki je kot nek čudno odrezan kos pice ali pa mogoče celo kot Miki Miška, da ga takoj lahko prepoznate in zaradi tega ful izstopa. Pač malo te mora pohicati, Honor, ne nama zamerno. Telefon je sicer udoben za rokovod, kljub temu, da je še malo večji, sploh zato, ker ima to rahlo zaobljene robove pri straneh, ki ne režejo v roko. No, če ga na hiter pogledam še od spredi, lahko rečem, da so obrobe okoli zaslona enakomerne, tako da je všečen tudi iz praktično vseh zornih kotov. Ker ga gleda od spredi, bom šel kar naprej na zaslon. Torej, zaslon je velik, gre za 6,7-inčen OLED ekran, 120 Hz osveževanjem, katerega max svetlost gre do 5000 nitov oziroma kandel. Dejansko pa to lahko spustite do sam 1,5 nitov z ultra dark mode. Ta funkcija se nam zdi kar ekstremno priročna za zvečer, če hočete scrollati po TikToku, medtem ko partnerica spi. Ima tudi še eno funkcijo, ki omogoča bolj prijetno buljenje v ekran, ki se imenuje Honor Eye Comfort Display in pa je poskrbi za nizek nivo modre svetlobe in zmanjšano utripanje oziroma zatemnjevanje. Ima pa še eno funkcijo s fancy poimenovanjem, reče se Super Rainproof Touch, kar v bistvu pomeni, da omogoča odzivno uporabo ekrana tudi z mokrimi rokami, kar je super, zlasti polet, ko ste na morju ali pa če vas glih ujame dež, kakor je prej naja, ko smo že glih pri vodi. Honor 400 Pro drugače premore certifikata IP68 in 69 za zaščito pred prahom in vodo, kot Magic V5, kar kaže, da Honor pri tem očitno nikoli ne špara. Andraž, mislim, da zdaj so nam ostale samo še performance in baterija, preden greva na glavni dve atrakciji. Tudi performance je top za tako ceno, se je telefon poganja lanskoleten flagship čip Snapdragon 8 Gen 3. Lansko leto so ga imeli vsi glavni najdražji Androidni telefoni, tako da že veste, da v tem delu 400 Pro ne bo razočaral. Torej, to pomeni, da vse naloge naredi v easy, brez zatikanja, brez leganja, pri bolj zahtevnih testih, kot je recimo igranje iger. Mislim, da ni nič drugega bilo za pričakovati, poleg vse te zmogljivosti, je pa tudi dosti varčen, ker je narejen na 3-nanometrskem procesu. In ta varčnost čipa zelo dobro skupaj paše z odlično baterijo, ki ima Honor 400 Pro. Tako da logično, da je to super kombinacija s 5300 mAh veliko silici ogljikovo baterijo, kar dobi velik thumbs up od naju. Baterijo lahko žično filate s 100-vatnim Honorjevim supercharge polnilcem, ki ga morate nažalost posebej kupiti, ker sva že omenila in o tem že večkrat povedala svoje mnenje. S takim polnilcem pa s telefonom sicer od nule do konca ne filate približno v 40 minutah, ampak tudi brez tega ima zelo dober čas pripravljenosti, ko čaka na vaše scrollanje. Tako se sicer fila tudi brežično in to kar do 50 vatov, samo morate zato imeti Honorjev wireless supercharge polnilc, ki ga morate prav tako da kupiti. In evo, to je nekako pozitka starih glavnih speksov. Mislim, da so zdaj vse osnove pokrite, ampak kot sva že napovedala prej. Zvezde tega fona so itak kamere in AI funkcije. No, v določenih funkcijah je oboje tudi super skupaj povezano. Pa dajmo začeti kar s kamerami, tokrat na sprednjem delu. V zgornjem delu ekrana se v izrezu oblike manjše tablete skriva kar 50 megapikslov velika portretna selfie kamera. No in zdaj, če obrnemo fond naokoli, na stran tega res zanimivega izstopajočega modula. Res izstopajo, pa če sem što. Tukaj ta skriva sistem treh hrbtnih kamer. Najprej 200 megapikslov velika glavna kamera, potem 12 megapikslov velika ultraširokokotna kamera, ki deluje tudi kot makrokamera. Ja, dobro, vse pohvale Honor. Drži. Vse skupaj pa zaključuje še impresivna 50 megapikslov velika telefotokamera. Fotke so pričakovano dobre in ja, ne vem, kako bi rekel, me bi prava beseda
da zanesljive, ker Ja. od Honorja je itak za pričakovati pač dobre fotke. Niso niki preveč barvno nasičene, niti niso toliko preveč ostre, da bi bilo moteče, čeprav je detajlov na njih lih dost, tudi po noč, valjda pa ne toliko kot podnevi in se lahko v določenih situacijah vidi malo noiza oziroma šuma. Podoben lahko rečeva tudi za ultraširokokotno, ki večinoma obdrži barvno tehnologijo glavne. Zdaj, senzor je dost velik, da se tudi tukaj vidijo podrobnosti na sliki, maybe se sam protrobu lahko detajli včasih izkrivijo in pa sploh po noč, se pa vidi, da je razlika v kvaliteti napram ta glavni. No, kot sem rekla, 400 Pro ima tudi ta pravo optično telefotokamere, ki sledi barvni znanosti ostalih dveh. Tudi to kamero lahko pohvalijo, da dela dobre slike, sploh tja do 3-kratnega zooma, vse gre do tja z optičnim zoomom. Na splošno so dinamičen razpon, kontrast in podrobnosti kar solidne. Še boljše je to, da telefon kamere sproducira všečne rezultate tudi po noč, kar ni samoumevno, kar se hitro pri dosti midrangerjih zgodi, da glih telefotoobjektiv po noč pogrni na celi črti. Kar tudi pove, da telefon ni čisto prav midrangera, ne? Kar se tiče snemanja videov, je tako, da se vidi, da gre za Honorjev video. Torej, kot sva že rekla pri Magic V5, ima še nekaj možnosti za izboljšavo. Zdaj priporočava uporabo glavne in pa telefotokamere, ki so obe čez dan solidni, po noč pa morate imeti dosti svetlobe, da sproducirate zadovoljive rezultate. Drugače pa je sigurno nekaj noiza na videu, ampak. Andraž, dejva se rajš vrniti na telefotokamero in pokaže tudi, kako Honor izrabi pomoč AI-ja tukaj. Torej, ko greste pri 400 Proju, čez 3-krat optičen zoom, oziroma ko prižene kamero do max 50-kratne digitalne povečave, so rezultati, roko na srce, dosti slabi, če pač pravic poveva. Res je, Davor. Sam tukaj pa Honor potegne asa iz rokava in v tem primeru se začne Honorjeva AI magija s funkcijo AI Super Zoom. Ta vidno izboljša fotke do te mere, da so skoraj predobre za nek midrange telefon. Se tisto, kar je bilo prej na sliki malo zablurano, nekako magično izboljšanje, naredi bolj kontrastno in ostro sliko. Sam pogledajte si to razliko na zaslonu. Ja, to je res impresivno. Poglej, kako fon izboljša fotko s tem, da zapila podrobnosti na podlagi predvidevanja in razumevanja, kar je dejansko bilo slikano. A je to najbolj autentična fotka? Ne. A jo bodo uporabljali profesionalci? Dvoma oziroma zelo verjetno ne. Sam za običen folk, kot sem midva in ki bo to uporabil in videl te rezultate, a bo to res en dodaten wow faktor. Edina malo zoprna stvar je, da za funkcijo rabite imeti internetno povezavo, ker se ne izvaja na sami napravi, ampak če ne boste glih bogu za nogo, ker ni pokritosti, pol vas to res ne rab skrbeti. Sicer zdaj sva izpostavila Super Zoom, ker kot vidite je zelo uporaben, ampak ta telefon je poln AI funkcij. Sam pogledajte si ta seznam na zaslonu, tukaj je skoraj 20 AI funkcij, kar pokaže to, kar sva že omenila. Honor se v letošnjih telefonih res fokusiral na AI. Tako da, dajmo preleteti tiste, ki se nama zdijo lifečki. Najprej je za omeniti funkcijo AI Motion Sensing Capture. Ta podpira AI visokohitrostno zaslonko, torej v bistvu, da omogoča hitro in odzivno slikanje. Nice. S tem boste lažje vzeli neke dinamične situacije, naprimer dirkalnike na dirkališču, domače živali, otroke ali pa folk, ki ne zna biti primer, kot sem midva skakala prej. Zdaj, druga funkcija je portretni način hardcore, ki omogoča, da delate take glamurozne portretne fotke, kao malo bolj stylish. Tukaj se AI poigrava s svetlobo in sencami na sliki, da celoten portret še dodatno izboljša. Sigurno bomo pa poznala tudi funkcija brisanje z umetno inteligenco, ki je kot AI radirka, da odstranite nezaželene elemente iz fotke na način, da obkrožite predmet, ki ga želite zradirati iz kadra. Je pa Honor v tej luči dodal še funkcijo AI Eraser Passersby, ki je specifično narejena za odstranjevanje mimoidočih. Morava reči, da je v najinem testu telefon dobro odstranil stvari, ki sem mu jih dala za odstraniti. Predvsem pa je to naredil presenetljivo hiter, ampak to itak za pričakovati, glede na to, da ni zares pravi midranger, ker ima notrlan spleten top chip. Tako da, če bodo takole nadaljevali, jaz pričakujem sam dobre stvari od Honorja na AI področju. Zelo zanimiva je pa še ena funkcija in to je razširitev slike z umetno inteligenco, ki omogoča, da že posneto fotko razširite na način, da AI zafila razširjeno območje zunaj fotke, glede na to, kar zazna na fotki. Ni zmer popolno najde in večje kot je polje, manj kakovostni bodo rezultati, ker si bo mogel AI več izmisliti, kar je logično. Sej tudi AI vse in še ni vse mogoče in ne more vseh podrobnosti predvideti. Vse pa lahko rečeva, da so rezultati v povprečju kar dobri. Ja. In pol pridemo do AI funkcije, ki se mi dva najbolj, zdaj ne vem, kako ni to sploh reče, bojiva? Ali pa, a so impresionirana? Mogoče hkrati impresionirana, pa malo prestrašena. No, v glavnem, ta funkcija je pretvarjanje slik v videoposnetke. Torej, funkcija dejansko ustvari animirane videoposnetke z AI z gibanjem kamere na podlagi statičnih slik. Po domače to pomeni, da vam spremeni sliko, ki je prgmah, v video, kjer se subjekti dejansko malo premikajo.
Vse to s pomočjo umetne inteligence. Midva so to funkcijo spropala in prav strašljivo je, kako dobro deluje, vsaj pri nama. Ne naj jo narobe razumeti, je dobro narejen, tudi odsevi, sence in vse, se pa vidi, da je AI naredil gibanje. Ja. Je pa kar malo strašljiv, ko vidiš, česa vse AI sposobno 2025. Pač, to je šele v bistvu na začetku. Ja, to je šele na začetku. Kaj bo šele čez par let, sploh če bodo enkrat dodali možnost, da AI-ju napišeš, kaj hočeš, da generira slike, kar bi lahko bilo ful nevaren za deepfake. In tukaj bo mogla industrija res zagotoviti zaščito pred morebitno zlorabo. Je pa res, da ima ta tehnologija še zmeraj svoje omejitve. Če hočete, da res dobro deluje, pa se naredi ta video na ljudeh, mora imeti celotno sliko obraza, da lahko sproducira dober video. Ker če ima, na primer, samo polovico face, mora skrirati, če ta drugo, pa rezultat ni več tako dober. Itak, več ko mu daste, več boste ven dobili. Ampak sam pomislite na vse možnosti, da bi obudili stare fotke, jih restaurirali, jim dali live. To je skoraj tako scary, kot je neomejeno možnosti, kam bomo šli s tem. Kakor sva razbrala, je bila ta funkcija narejena v sodelovanju z Googlovim VEO AI modelom, s tem, da lahko video naredi v razmerju 16:9 ali pa 9:16. In zdaj to, kar je scary, je tudi noro hudo. To mi je dal rekel, da bi uporabil za kar precej starih fotk iz otroštva in bi se tako počutil kot nek modern Harry Potter. Pa to so bile samo AI funkcije, ki pomagajo na področju fotografije in video. Pa imate še prav posebej Honor AI, kjer ima še čisto svojo paleto AI storitev. Naprimer, predloge z umetno inteligenco, kjer vam fond predlaga appe na podlagi vaših navad. Pa recimo to, da vam lahko AI potegne tekst iz slike. Ali pa da recimo s členkom prsta obkrožujete stvari po ekranu, da jih hitreje najdete, pa šerate. Prav tako vam lahko AI naredi podnapise, pa prevaja klepete in celo zazna globoke ponaredke na videoklic oziroma deepfake, kar je dosti ironičen glede na to, da ta fond to praktično na nek način omogoča z prej opisano funkcijo, ki naredi videe izpod. Ja, AI je v tem res ogromen. Pa to brez tega, da bi sploh umela Google Gemini, ki je itak na vsakem Androidovem telefonu in funkcije, kot so Circle to Search, ki so vse ostalo od Google. Vsem pa, če so pred koncem še malo bolj odkrita z vami, vse AI funkcije pač tudi ne bodo tako uporabne. Glavni razlog je to, da slovenščina pač ni povsod podprta, tako kot pri marsikaterem drugem proizvajalcu. Sam ajde, določene opisane funkcije so pa lifesaver, sigurno nekaj, kar vam bo izboljšalo uporabništvo. Ful zabavno. Pa še to, Honor bo na tem telefonu svoj uporabniški vmesnik MagicOS, ki je trenutno na verziji 9.0, podpiral kar 6 let. Trenutno je sicer telefon na Androidu 15, pozadobitev na Android 16 pa ne bi prišla ven enkrat do konca leta. Vse to pomeni, da boste imeli vrhunski telefon, ki je boljši kot povprečni mid-ranger z lanskoletnim in boljšim čipom, odličnimi kamerami, uporabnim AI, veliko in vzdržljivo moderno baterijo, ki ponuja tudi hitro polnjenje, obenem pa boste lahko zaradi updateov imeli ta telefon par let. Tako da Honor 400 Pro je po najnem mnenju res hodil, če iščete nov telefon. In če že govorimo o dealih, za koga sploh dobite? Za švop 800 €, s čimer dobite 12 GB RAM in 512 GB notranjega pomnilnika, kar bo super, ko se bo telefon staral, da vam bo dlje cajta zdržal. Konec koncev je zato krama in prostora super deal. Mislim, da bi bili nori, če ga ne bi vzeli v obzir, ko boste razmišljali o nakupu novega. In to je bil test Honorja 400 Pro. Še dobro, da so ga dobila, ker pri Magic V5 nisem mogla toliko govoriti o AI-ju, ker je bilo še ful drugih stvari, na katere sem se fokusirala tam. Razmerje med ceno pri tem telefonu je super, tako da sigurno priporočava, da razmišljate o nakupu. Vesela sva, da nam ga je Honor posodil še tega in da so v teh dveh videih od Honorja zajela večino njegovih funkcionalnosti od teh telefonov. Tako da še enkrat vam hvala. Danes je bilo to z najne strani in se že vidimo v naslednjem videu. Čau!